Predlagali smo tudi nov projekt, torej projekt zavetišče za živali, klinika za živali, večgeneracijski center, veterinarski center na Kokrici. Tudi tukaj je bila kar burna debata, ali potrebuje, ali Kranj potrebuje tako zadevo, ali je potrebno morda prej poskrbeti za kakšne druge stvari. Stališče uprave je bilo, da moramo zadeve delati usporedno in da imamo tukaj edinstveno priložnost, ker lahko pridobimo evropska sredstva, zemljišče pa že imamo, del tega zemljišča je občinski, del je državni in državo se pogajamo za neodplačni prenos. Seveda pa je pogoj za pridobitev evropskih sredstev projektna dokumentacija. Danes moraš praktično imeti gradbeno dovoljenje, da se lahko na evropska sredstva prijavlja, zato smo včeraj prerazporedili 50 000 evrov za pripravo dokumentacije, zato da bomo lahko kandidirali na evropska in državna sredstva. Projektu pa računam, da se boste v prihodnje pridružili tudi občini Škofja Loka in Medvode. Še največ sredstev pa lahko pričakujemo, ker je to tudi neke vrste lahko terapevtski center, torej to so po konceptu terapevtskih živali, bi lahko na ta način tudi nekaj sredstev pridobili. Moja ocena je, da kljub temu, da je investicijska vrednost 1,6 milijona evrov, da na koncu ta projekt Mestne občine Kranj ne bo stal več kot 300 000 evrov. Potem smo prerazporedili 300 000 evrov za poplačilo sodnega zahtevka družine Majdič. To je zadeva, ki je stara že 16 let. Gre za to, da je v denacionalizacijskem postopku družina Majdič dobila nazaj kranjski bazen, vendar ga niso mogli uporabljati. Zato so leta 2014 tožili občino, ki je bila pa dodeljena pravica uporabe in so tožbo tudi dobili. Poplačilo za zahtevek z vsemi tožbeni zahtevek, ki je bil 552 000 evrov, torej gre iz naslova nezmožnosti uporabe. Na koncu je sodišče določilo odškodnino 218 000 evrov plus pripadajoče obresti 300 000, pripadajoče obresti okrog 80 000 evrov, torej skupaj 300 000 evrov. Sodba je pravnomočna, to pomeni, da občina mora to plačati. Bomo pa vseeno vložili revizijo, ker še vedno mislimo, da je ta zahtevek previsok in je možnost, da kaj sredstev dobimo nazaj. Seveda pa revizija ne zadrži izplačila.